V teh dneh poteka v Evropski uniji usklajevanje glede bodočega finančnega okvira. V letih 2021-2027 se bo poznal izpad Brexita, se pravi to, da Britanci ne bodo več plačevali v proračun, neto plačnice pa na nek način ne želijo zapolniti tega manka, ki je nastal zaradi Brexita. Evropski parlament se prizadeva, da bi ostale ključne politike, ki so doslej bile v Evropi na prvem mestu, kot je kohezijska politika, kmetijska politika, neokrnjene, se pravi, da bi omogočili še naprej razvoj manj razvitih regij, da bi evropskim kmetom zagotovili primerno sredstva, predvsem v luči tudi novih zahtev, ki jih prihajajo pred njih, in da bi skozi program razvoja podeželja omogočili razvoj podeželja, da se to ne izprazni, kajti to se dogaja v zadnjem času zelo intenzivno. Slovenija ima ključen izziv, prvič, kako zagotoviti dovolj sredstev v programu razvoja podeželja. Ta steber je zelo prizadet in zelo prizadene Slovenijo. Na področju kohezijske politike moramo ohraniti zadostna sredstva za vzhodno regijo, da bo ta tudi dobila dovolj sredstev za zmanjšanje razvojne razlike, ker pa zahodna regija že presega 100%, pa moramo pridobiti tudi tako imenovano varnostno mrežo, se pravi prehodno obdobje, v katerem bo tudi zahodna Slovenija deležna do dela evropskih sredstev iz tistih politik, ki bi jih sicer kot regija z več kot 100% razvitostjo v primerjavi z Evropsko unijo ne bila več deležna. Čakajo nas težka pogajanja in pomembno, da se sedaj čim bolje izpogajamo, od tu naprej pa še zahtevnejši del, da se čim prej doma dogovorimo, kaj bomo financirali iz teh sredstev, da bodo ta sredstva tudi čim bolje in čim hitreje porabljena.